Ej, a naredimo malo črto čez leto, to je zdaj ful popularno delati. Letos sem potoval, delal sem v 8 državah, eno novo državo sem dal na spisek, tako da sem bil letos v eni državi več. Meni največji highlight je, da pač sem postal freelancer po obeh pomenih. Vrnil sem se fotografijo končno. Neka mantra za letos, kakšen hočem biti. Da res postaneš nekdo, ki vejo, zakaj tebe pokličejo, da ti si ta tip. Delati dost, ne delati preveč, pač pri meni je to... Amo to majce naredi. Kdaj te naročnik, ki je tvoj video ali odkupil, ali pa si delal zastonj za njega, ne? Kdaj je korektno, da te tegajo in pa kdaj je korektno, da pač lahko normalno oglašujejo te vsebine? Ker če smo čisto iskreni, pri fotografiji to kar dosti dodelano, ne? Je, če ima fulani gumbov, ko so čisto nepotrebni. So potrebni. So potrebni. Koliko taljak? A ga boš nesel s sabo? Nisem slišal. Srečnega pozdravka! Kako ste preživeli novo leto? Kar začni. Doma, družinskim. Ponovaj ste kar doma. Ja. Kako smo ga preživeli? Fajn je bilo, v Velenju smo bili spet. V Velenju? V mojem domačem mestu, ja. Okay. Se kaj fotko? Čisto noč, seveda, da ne. Kako ne? Nobenih momentov nisi ujel. Ne, otroci po meni plezali, jaz po njih, varali smo se skupaj do pol enih, po pol enih sem pa zaspal, tako kot pravi oče. Nismo zdržali do pol treh, a se sam meni zdaj je letos ful hiter minil večer. Tako res je šlo, kar naenkrat polnoč, srečnega pozdravka. Ne vem, res, prvič se mi zdi, da je kar tako bilo, bam. Pomeni, da si imel dober. Ja, zgleda. Zakaj sem ja tiho? Ne, zato, ker sem hotel reči, meni se tudi zdi, pa se da spomnil, da v bistvu mi smo bili v zimski sobi v bivaku, na Kriških podih v hribih, ne? In smo se vmes prav začeli pogovarjati, koliko se to vleče, kar ni, veš. Pa smo se imeli ful dobro, smo kitaro špilali, pa tako, ne. Vi ste kar izolirani, tako malo... Ja. A vse je zebel? Mislim, mene ne, ampak ja, ne, kar vem, večino ne, no. A se je kaj videl, je bil razgled tako v dolino, tako oglemet iz hribov, se vidi? To ne, zato ker edini pogled, ki imaš iz Kriških podov, je dol v Trento, ne? Okay. In tam... Tam bolj ni. Ja, ni toliko prebivalstva, pa tudi, ne vem, tako da ja, ni bilo. Škoda. Bili smo pa lani isto za novo leto na bivaku pod Skuto, je bilo pa noro, mislim, tako dol je, kar vidiš, kar gledaš iz zgori, dol, ognjemete, tako res nekaj posebnega. Ne. Sploh je nizko, ker ne pride čisto, ti si višji od ognjemeta. Po moje najbolj tako, da jih imaš res nekje na višini oči, če bi šel na Šmarno gor, pa kaj tazga. Ker mi smo bili toliko višji gor, da v bistvu gledaš dol v dolino in tako neke pikice, ki se dogajajo. Je zanimivo, ampak ja, ni pa. Ja, sem en let bil na Kriški gori in je tudi bilo res lepo vidiš celo dolino tam do Ljubljane in tako ja, te pikce. A tudi čez nov let? Ja, prav za Silvestra in v Krkodolja. Ja, lepo. Ja, mi smo bili pri sosedih tamle v Orhideji, pa se pravim, ja, čas je kar hitro minil. Ta mala je do pol treh bila tudi po koncu in je bila cela borka. Spoh ne bi šla dama, ona je žurerka. Že jaz sem že malo zehal bilo. Ja. Tako da, super. Tudi ni nobenih fotk. Ampak me je pa prijel, zadnje čase me je spet prijel, da malo več fotkam. Doma, misliš? Tako, ja, family life. Zase, ja. Tako da zdaj nema, je to novoletna zaobljuba ali ne, pač sem si zadal, da bi mogoče malo več spet fotkal. Sploh, ko gledam fotke za nazaj, pa svoj profil, pa si rečem, koliko sem to cool, pa je nekaj momentov res lepih, veš, pa jih imaš, ne? Ali pa vlogi, ki jih imam, tako, koliko je bilo to cool, koliko sem to včasih snemal. Ne, sam, da bi pa spet začel, mogoče. Ja, I feel you. Jaz sem lani drugače, v začetku leta sem full fotko, pač tako, vsak sprehod sem imel fotoaparat sabo pa to in pa pač enkrat nehaš. Kdaj nehaš? Ja, ka prvič ne vzameš sabo, reče, če ga nisem imel zadnjič, tudi danes ali kak, ne vem, v glavnem. Ampak ga pa s telefonom kaj? Ne, ja, se to ja, ampak až kaj greš prvič se sankat, recimo v letu, pač narediš fotke z otrokom, itak je fajn, pa ko greš drugič, si že, kaj boš, pa se sankaš, ne boš vsakeč fotko tega sankanja, verjetno. Možda se imaš fajn, ni tako? Ja. Tako sem saj jasno. Ja. No, to sem jaz tudi videl pri sebi za uhribe. Začel sem ful več plezati, pa če padnem, da ne bi kaj uničil, pa nisem vzel parka, pa že na koncu bilo tako, čas sem pa ful fotič s sabo imel. Sam zdaj te 360 rešuje, ne? Ja, tako je. Ker ga imaš, niti... To je spet drugače, ne imam video. In tako, ko si rekel, pogledaš pa profil za nazaj in vidiš, kaj si včasih fotkal, pa to pa si...
Ful je kompromis. Ja. Ampak po moje je tle, to se pravi, kompromis je tukaj. Ne? Ok, nima že vsakič, ampak vsakič prvič, ko je nekaj tazga, greš, narediš fotko, imaš spomin, greš v gore, nekam pa si rečeš, ok, tokrat bomo naredili par hudih fotk. Tako kot ste šli recimo zdaj, pred kratkim. Včeraj? Včeraj je bilo to. Včeraj, ja. Okay. Dobro, to ni, to je bil projekt, to je bil job. Sorry. Na taki jobi so res top. Ja, jaz sem hotel sam pohvaliti sebe, ko sem dober segway naredil. Pa napačen jingle uporabil, ampak ok. Bravo. Ja. No, povej, kaj je več v projektu. Ajde, Aljaž, povej. Ker zdaj končno prvič, sam še screen recording naštiman, imamo komp tukaj, pa lahko gledamo fotke in bomo dejansko real life komentirali, pa boste vi, ki gledate, to tudi doživeli. Upam, da tisti, ki samo poslušate, da boste prišli na YouTube, pa še vsaj te stvari pogledali. No? Pa nisem projekt, tudi nov lens je. Ja, Povej, tako je. vse V povej. bistvu prvič, da sem zdaj na terenu testiral 2 nova lensa. Torej Sony 1635 f2.8 pa ta nov 2870 f2. V bistvu sem jih nabavil zdaj za ta projekt v Južno Ameriko, ko gremo. Z njimi tudi danes snimamo, moja kamera pa Total. Ne, Tako, ja. Tako malo začutilo. Ja. Okay. Tale 2870, total je 1635. V glavnem, zdaj te fotke, ki jih gledamo tukaj, so neobdelane, direktno RAW pač prikazano, to je to. In pač itak mi je top. Pač, če pogledaš, tole je... Meni zgleda vsaj JPEG, pač, če ne obdelan, ne, ampak... Ja, ne, zdaj gledam, barve so. kjer lens, zdaj gledam, ta je pa 70-200. Ok, gremo naprej. Tudi nov Sonyov, tudi ta je 70-200. Ampak, hudo, da greš dol na Velebit. Ne? Prvo, da povem to, ja, kaj je bila vizija zadaj, zakaj me je kontaktiral, torej Matej Mejošek, alpinistični turni smučar, slovenski. Ja, čak je neobdelano, stari. V glavnem, cilj je bil, da se pač naredijo fotke smučanja v Velebitu z morem zadaj, ker pač to res ni tokrat, plus nismo zasledili mene fotke, da je bila. In smo šli pač to probati. In nažalost je čez noč začel pihati in je vas ta pršič pol metra, oziroma 30 centi, ki naj bi ga bilo, pač odpihnal. Zdaj, tole je zdaj na 16 mm, 16-35 lens. Ta je zelo seksi. Ne, jaz, ko sem včeraj videl tvoje storije, pa vidim tako morje, pa sneg, pa si mislim, čakmo, kje? A veš, kaj vidiš na fotko, kaj je Piran pa zadnji Triglav, pa sem bil tako, čak, a je to zdaj kontra? Ja, kontra, pogled nazaj. Kako? Ne? In pa, ok, dobro, zdaj mi je jasno, šli ste na Hrvaško, ok. Ja, mega pač to, te krilice. No, to se v tem stilu fotografije dosta uporablja, ne? Landscape in to, da pač imaš to zvezdico in pa je odvisno od objektiva do objektiva, kakšno zvezdico naredi. Zdaj, to je po mojem največkrat vprašanje, ki ga dobim na social media, je, kako si naredil to zvezdico oziroma kako si photoshopal to gor. Okay. Pač za vse tiste, ki ne poznate tega efekta, to je efekt, ki se zgodi z zaslonko, ko jo zapreš in dobiš potem vir svetlobe, v bistvu tako zvezdico. Ne? Pa si vesel, da ima to klepo zvezdico, ta tvoj novi lenca? Ja, neko gi lepo. Edino to si šel testirati, ne? Ja, to, kar ima lopatic, to, kar ima zvezdi, mislim, ima krako, ne? Aha. In če imaš kakšen chip lens, recimo kit lens, pa to imaš tako, ni dejansko v špico zvezdica, ampak je tako, take propelerčki, ki se naredijo. Je razlika fulno. Okay. Ja. In to je bilo kaj, F16? F22. Šlo več, ok. 22, ja. Hudo. Takrat, ko hočeš dobiti čisto to lepo zvezdico, je 22. No, to je sicer spet 70-200, no, ampak je ta kompresija na, torej po mojem 135 mm. To je dobro, da dejansko morje vidiš, da res ne. Ja. Na 16 ne bi bilo toliko opazno v resnici. Ja. Ja, ne bi ga videl, to je bil point, da sem kompresiral. To je pa 16-35, tako. Hudo. To je po mojem zdaj moj favorite lens. Ti povem, sem imel 28-70 sabo, ampak jaz sem delal skoraj vse 16-35, ker mi je to hud, da res. Tole pa ni več F22, ker je lep lurček. To je pa 2.8. Je pa 2.8, ne? A je to? Zakaj? Tam je še brutalna, ki si ga ujel med smučanjem. To so 16, vse te so 16 mm. Leto. Action, reaction. Malo pa treba pokropati, seveda, da pride bolj, da je... Je bil to aperture priority?
Seveda. Kako pak? Kako pak? Veš kaj je, prvo sem jih začel fotkati, ko so oni šli od zgori proti dol. Če ne bi bil aperture priority, ne moreš spremeniti nastavitve tako hitro. Tle pa že malo zahodek, to ste bili pa kar dolg. To je pa bil že čist zahod, ja. Od jutra do zahoda smo bili. No. Hudo. Kje smo pa zdaj naprej? Ok, v glavnem ti si zdaj v zadnjih, rekel, v finišu si zdaj pred tvojim projektom, pred letom v Južno Ameriko. Kakšni so še izzivi? To se pravi, zdaj opreme nekaj imaš, videl sem tudi, da si že skakal okrog v teh tvojih hudih bundah. Ja, ne, to sicer res nisem testiral bunde, zato ker so mi poslali pomečkam preveliko in zdaj še vračam nazaj in zdaj delamo menjave. Pa upam, da boš prišel, da boš dobil ta pravi cajt. Danes so mi javili, da so poslali novo, tako da upam, da bo zdaj pravi cajt le. Mislim, mora biti pravi cajt le, v glavnem. Kar se pa druge opreme tiče, pa šotor še rabim, pa čevlje dobim začetek drugega tedna, da jih malo hodim. No. Ostalo pa imam, spalko sem testiral, sicer ne toliko namrzlen, kot bi si želel, ampak bom zdaj že nov let. Ja, tako smo noter spali, je bilo nekih... Pa kaj nisi šel ven? Ja, vse to, ampak ja, lej. Smo imeli noter 3 do 5 stopinj, no, tako da je bilo v bistvu, jaz sem imel odprto, pa mi je bilo toplno. No, videl sem tudi story pa Ray, da je šla tudi Ona dva sta pa spala Orang, zunaj, ja. Ja, da sta šla testirati, tako da pa kar šlo, tudi lepo. Sta rekla, da jo ni zebel, pa da sta bila v spalki v spodnjem perilu, pa da je bilo čisto super na nekih -10, -15. Edin za težo sta pa sem pa videl, da je Raya kar videla, da je kar velik. Da. Ampak vse so to. A sta naložila dejansko to, kar... Ja, vsako, kar sem prebral v postu, je rekla, da je kar imela Orang težo, ampak pač, da je zborbala. Ja, le. Crazy. Se mi zdi, da tam, ko bomo, je eno, da se snema film, drugo je, da gremo res na tako višino in so te razmere, ne vem, mogoče malo lažje za sprejeti, ker delaš nek izziv in se pa pač tudi enostavno, se mi zdi, da je malo lažje fizično premagati neke ovire ali pa mogoče psihično, ne? Ker pač delaš dolg cajt, se pripravljal na to in vse skupaj. Tako da ja. No, ene parkrat se boste spraševali, kaj mi tega treba? 100%. Po par dneh, mislim, po tednu. Ampak dveh, ne dvomim. Tudi vprašanje, veš, kako bomo gor. Ja, jaz imam dosti tega, jaz grem dol, ali kaj je, tu bomo itak imeli kar pogovore, po moje. Se veselim. No, cool. Daj datum odprave. Torej, jaz imam let 28. Oni dva gre ta dan za mano in štart same odprave je 31. iz Mendoze. In potem gremo, torej 10 do 14 dni nekje, gor dol, ja. Pa potujemo naprej, pa raziskujemo. Jaz se veselim. Ja. Goran, good luck. Hvala. Ti si rekel, da si zdaj imel dopust, da si zdaj bil počitnice in to je to. Res je. Okay. Kaj za naprej? Je pa pravno nove. Kaj, otroke? Ne, počitnice. Ja, počitnice, ja, seveda. Ja. Jaz grem pa tudi blizu Aljaža, ja, v Brazilijo. Čisto še rabo. Ja, pa ne ti šuno na hitro, da rabim tule neko pomoč. Mal niže bom, mičke niže, pa ne bom imel tako opreme kot ti sabo, mislim, predvsem toplotne, ne, tako da. Ampak poklic vseeno. Bom. Ja, ne zgemorijo pa če, za 2 tedna dopustovati, uživati, ne delati, tako kot Aljaž, hvala Bogu. Ali pa tudi ne, kakorkoli. Meni tudi, no, se to. Boš vzel fotič s sabo? Seveda, da. To je zdaj ta street photography part. Ja, to je ta Rio, ko vsi strašijo, da še telefona ne moš med zunaj, ki ti ga ukradejo, ampak... Se imaš Nikona. Lik se hotel reči, ampak to itek ne kradejo, tako da... Prosim, če ogasate malo kamero. Ja, Nikona bo imel, ja, svojega street Nikona, FX-a. To me zanima, kako poteka ta street photography, kaj je to? Jaz sem v bistvu hotel imeti Nikona svojega tega FX-a, pa 40 mm objektiv in to je to. Potem sem pa zdaj gledal, kako se bova delala s kolegom, ki greva in pač Rio ima ful teh hribov oziroma na pol gora, ko so tako strme okol in so ful hudi razgledi in bova pač vsako jutro, po moje, no, upam, da čim več jutr, šla na sončni shod, kam pač visoko in potem sem si rekel, 40 mm mogoče ne bo dosti za pač fotkat landscape, ne. Teda zdaj bom verjetno še kak lenso, zdaj sem še nisem odločen, ker če je res tist, da pač je nevarno v Riju, da ti kdo lahko kdaj vzame, pa ne bi rad imel vse opreme sabo. Kje bi še imel, ko prijem domov, da lahko delam naprej? In mi čem razmišljaš? Ja, 24, 70, 70, 200,
pa ta 40. Vse 3 bi imel, če bi pač. A ne? To je to, ja. Vse 3 bi imel seboj. Ja. Širšega ne rabim, ponavadi jasno. 200 mm je pa kaj fajno, tako smo videli pri Aljaževih fotkah, se da približaš s kompresijo, kaj naredita, ne? Pa tako potegn skup, ampak ja, je to bo bolelo, če bo kdo. Ne vem, ko sem pogledal malo na YouTube video, se rijo, meni se zdi ful varno, ampak tako vsak 10. video pa je, ja, posem je pa en dal nož na vrat, pa smo mogli to vse, kar imam, pa sem tak, ja, ne bi dal vse, kar imam. Ja, boš videl, boš javil. Čak, telefon pa ti nimaš neki, da bi rekel, da bi bil tvoj, ne vem, second kit. Ne, mislim, pač naredim fotko, ampak drugače Xiaomi, ni iPhone tako pri vseh vas, za omizjem. Tako da tudi, če ga kdo vzame, se ne sekiram. Sploh ne. Lahko ga vzamejo, brez težav. Saj naj niko napustijo. No, lej, držim pasti, da ne bo nič ušlo. Sem bil v Sao Paulo pa let nazaj, pa so tudi rekli isto, pa ni bilo nič, tako da. Sej, to je tako. Tudi v Ljubljani načeloma je varno, ampak tudi so zgodbe. Ja, tako je. Nikoli ne veš. Ko naletiš, ja. Ej, a naredimo malo črto čez leto, to je zdaj ful popularno delati. Zdaj sicer mi smo lih začeli, meni je to fajn. Jaz sem naredil par alinejc, mojih nekih takih highlightov, primernih za ta podcast. Ne bomo čez vse, ampak... A nisi govoril nekaj ta podcast brez cenzure, pa to? Ja, ne, ne bomo se zdaj pogovarjali. No, kaj povej, no. To je druga terapija, nekje druge. V drugem času, v drugem kozarcu. Ja, ne, meni največji highlight je, da pač sem postal freelancer. V obeh pomenih, torej in zares in podcaster. In to sem zelo ponosen. Bravo. Welcome. Welcome, ja. Sem Uroš in sem freelancer. In je kar zanimivo. Sem si predstavljal, da bo izziv, ampak sem mislil, da bo vse malo težji, ampak sem le pol leta tukaj, tako da pa mislim, da se šele zdaj začenja zares z nekim tem novim letom, ta januar, se že čuti mogoče malo ta upad dogodkov in teh stvari, ampak lej, kot sem že v prvi oddaji rekel, imam zaenkrat še malo rezerve, pa tudi se neka določena druga sodelovanja začenjajo, tako da so far so good. Pol od opreme, to mi je tudi zanimivo, mogoče pač da se malo pogovarjamo o tem. Kupil sem si FX-a, enega od teh, to je moj. Kupil sem si nov lens, 10-kico, unolovo, ki jo danes ne uporabljamo, ker imamo 16-ka. Ampak tam je bila res ena taka želja, se mi zdela, pač jaz imam ful rad široke lense, tudi za samo snemanje in tako naprej. In tam je bil tako, to bom probal. In zaenkrat, sicer ga še nisem preveč, saj za snemanje ne uporabljam, ampak mi je kar všeč. Ja, zgleda hud, ja. Ja, res širok. Tako, zgleda lepo, ja. Ja, pa lahko, ga imaš lahko v roki. Ne, tako da, ja. In tretja alinejca, ki sem si jo dal, je pa pač, ja, je pa ta podcast, da delamo in gradimo nek community in se kar tudi lepo obrača. Se to imamo vsi trije, po moje, to alinejca. Ja, mislim, ti si začel, a ne? Jaz sem prvi, pa ja, šoli sta. Zato sem na kratko dodal zam, pa zaključimo s tem, ne. Ja. Mislim, odlično, ja. Se ve, sta se en čas iskala, ne? Pa smo se pa vsi trije nekako najdli, hvala Bogu. Ja, tako. Čakali smo pravi čas, pravi trenutek. Se tako je, prav vsaki stvari, ja, veš, tako lahko tudi probaš na silo, ampak se mi zdi, da včasih tudi moš malo poslušati in sebe in neko intuicijo, ne. Jaz sem recimo en tak primer za neko sodelovanje, ko smo že malo začeli, da bi nekaj montiral, ne. Pa je bil dober odziv z obeh strani, sem dobil za test stvari za montirati, pa sem dobil nek odpor. Pa sem rekel, ok, bom, pa čutim, da se kar ne spravam. Ne? In očitno pač ni. In zdaj, ok, lahko bi šel prek sebe, pa pač to delam, ampak pa nekako pridem na isto, kot sem prej, hodim v neko službo, ki mi ne veseli, a veš, pač ni to nekaj. In zdaj, ok, če bi zdaj obupano rabo denar, ok, bi tudi čez toč mogel iti, ampak se mi zdi, da vsem bom raj poslušal intuicijo, pa mogoče pač ne za vsako ceno delal čisto vsake stvari. Če veš, da lahko zbiraš, če še imaš to možnost, je pač po moje dober, ja, da si tudi malo oblikujemo in časovnik svoj in to, kar pač delamo, tudi, da malo zbiramo stvari. Ne? Tako. Ja. Da nekateri pač grejo v hribe, rajko pa kaj druga. Mislim, win-win. Jaz
delam tudi projekte, ki mi niso najbolj, ki imaš tu, ki si rekel, odpor in se moraš malo prisiliti vse za računalnik in pač zeditirati. In to so pač projekti za denar, ne delaš jih zdaj za ne vem kakšen portfolio ali pa za sebe, ker pač to delaš, ampak it pays the bills, ne. In pač več takih vzameš, poleg tistih, ki bi jih rad delal in se skupaj in na koncu pač imaš lahko več prostih dni ali za to, kar bi rad delal projekte ali pa pač za svoj prosti čas, ne. Ti si to začel tudi v 2025 dosti bolj delati, ne? Ja. Da si sprejel več projektov, tudi takih, ko niso pač čist po tvojem okusu. Ja, v bistvu vmes sem imel eno luknjo zato, ker sem nehal take projekte vzemati, ampak ja, se je pol poznal tudi na koncu leta, ne, na budžetu in se skupaj in sem rekel, ok, se je plezal sem ful dobro, ampak še vse moraš pa in preživeti in če bi si rad, ne vem, nekaj ustvaril malo več, treba malo zvišati inkom in potem sem začel sprejemati in ja, nam rekel, da je ful dobro tiste dneve, ki pač moraš biti za kompom pa editirati stvari, ki ti ne pašajo, ampak le, na koncu je to še vsem služba, ne. Je pa zdaj fajn, ko je bilanca, ne? Ja, to pa ima boš. Pa novi lenci. Ja, se je, včasih je treba tudi kaj preživeti, ampak dokler, če imaš možnost, Seveda. poslušaj intuicijo, pa jaz mislim, da tudi v mojem primeru vem, da bo prišlo kaj še v tej smeri. To je to? Top. To je to z moje strani za 2025, kar se tega tiče, se mi zdi. Še kakega skrivnostnega potegnil? Let's keep the debate. Kaj se bo še zgodilo? Boš ti še nadaljeval? Ker si jih omenjal, smo omenjali uno prvo, ko smo začela mi že snemati ta podcast. Enkrat bom to objavil. A imaš ti to še drugačke? Jaz mislim, da imam, ja. 100. epizodo, damo to, 100. Da se vidi, kakšne fejle, začetniški fejli. To je prav Mr. Beast video, High Me in 10 Years, veš, te fore. Ta bo kar bo zanimiv. Moji kuški so kar nestrpni danes. Bom preživeli. Po moje sploh ni to hudo drugače, kot vi mislite. Jaz ga nisem videl. Imam občutek, da je bilo kar hudo drugače. Pa nisem videl, sam spomnim se. Tudi jaz, ko me čakam, sem pogledal na uro, da bo 100. epizoda, pa pač ne piše. Pustimo se presenetiti. Ok, kaj pa je vajn bilo zdaj za 2025? Boš ti nadaljeval? Lahko, ko si že začel z bilanco. Ja. Torej, jaz sem sprejel par obsežnih projektov, ko smo že govorili in ta Pogi Challenge in Spartan in volejbol in tako z ekstremom sem začel sodelovati in so taki malo obsežnejši projekti in imaš kar precej priprav že prej in izbiranje ekipe in tako. Pa sem v bistvu ugotovil, da mi kar leži to in ta koordinacija mi je kar všeč. To, jaz itak se mi zdi, da odkar sem začel ta posel, da ful gledam na to, kaj doživim v tem letu, ker to na koncu je bil point, zakaj sem jaz pustil prejšnji job, mislim, zakaj nisem več mehanik. Zato, ker sem premalo doživel, in zdaj letos ful sem potoval, delal sem v 8 državah, poleg Slovenije, in kar je tako kar en nabor, sicer države, torej eno novo državo sem dal na spisek, tako da sem bil letos v eni državi več. Kjeri? Črna Gora. Wow. Pa ti nisem več ukradel, ne? Ne. To mu so tam. Veš, pa ni bil v Braziliji, ne? Ja, vidiš, ja. Dokupil sem par novih objektivov, ki smo že omenili. Ja, to so pa. Pa v bistvu šaltujem komplet na CF Express dol iz SD kartic. In glavni razlog za to je, da pač Sony ne dela več čitalca CF Express in SD, ki je imel prejšnji model, zdaj sam še CF Express. Sem hotel pač, sem mislil, da sem je napačnega poslal, sem rekel, pač dajte zamenjati z unga, ja, ne delajo ga več. Ok, neč pa dajmo šalati. Res so hitrejše kartice. Kako so pa v mrazu? A so boljše? Spet odvisno, kjer je, ne? Medtem, recimo, Rožletom sva se pogovarjala, Bregarom sva se pogovarjala, on je imel Sony TAF, to CF Express, in mu je na Islandiji zmrznila, ne? Ni več ni bila to TAF. Ne, ni bila to TAF. Okay. In pol mi je on priporočil te, ki jih imam zdaj. Kaj so? Sony Soft. A daš davo ven eno? Čakam, Gold. V glavnem, dobro, zdaj ne vem iz glave. Ja, v glavnem,
Dej ti. Prevzamem? Ja, rež ga. Da ti pogledaš. Moram zgooglati, kje je kartica, ker če ne zdaj to nima nobene. Rečemo, a sem še kaj pozabil. Ja, zdaj te Aljaš ne bo poslušal, tako da ker. Se ni pa ga nikoli, ne. Ja, mislim, meni je bilo to dobro. Vrnil sem se v fotografijo končno. Jaz sem pač... Kje si pa bil? Se ne, da sem jo nehal delati, ampak sem jo delal dosti manj, kot prejšnjih 10 let. Okay. Zadnji 2 leti sem delal dosti več SEO-ta, optimizacije za Google. Ne? V bistvu je prišlo to iz tega, ker sem hotel sam svojo spletno stran nekam spraviti, pa je bil COVID, pa sem imel čas, pa sem rekel, sem raje učil, kot da bom to outsourcal. In pa mi je bilo to dobro, pa sem delal, dokler mi je pač bilo všeč, pa sem videl, da pa ful pogrešam to teren, pa fotkanje, pa tako naprej. Si ugotovil, ker vidim v njegovih očeh, da si ki najdu. Lexar Professional. Te so pa hude, ja, to se pa sliši. Skoraj tako Lexus. Imaš tu draže. Ne, ja, v glavnem. Leksar, priporočamo, če bo tako v mrazu. Za mraz, tako. Okay. Sam za mraz. Pa mora biti 400 MBPS. Ja, ne, 400 zagotovljenih megabajt. To bo prišlo tudi na naš YouTube, prišel tudi vlog, ko bom malo govoril za priprave naše, kako sem zbiral, katero opremo in vse to. Tako da, stay tuned. 400 zagotovljenih. Zagotovljenih 400 megabajtov na sekundo. Okay. Dobro, ja. In ti si iz SEO šel nazaj v foto. Tako pač, dolg čas mi je bilo za računalnikom. Že itak si tudi prej rekel, pač ta denar, ki ga dobiš, ko komu kaj editiraš, ni tako fajn, ko sam snimaš. Itaka. Se pri meni sem hitro kot tudi enak, da pač to za kompom nisem toliko živo in sem nazaj 100% v fotografiji. Se tudi vidi s tem našim podcastom tule. Sem posnel prej, kako si stojal na štimbol za video. Hvala. To je pa video, to ni foto. Alo. Ne gledaj v moj stojal. Vse za to je ful dobro. Če ima fuleni gumbov, ko so čist nepotrebni. So potrebni. So potrebni. Tako kot Aljaš. A ga boš nesel s sabo? Nisem slišal. Mislim, da je čas, da spet kaj njegovo punco omenimo. To si ti zdaj neke zagate naredil. Kaj mene mešaš? Dobrodošli nazaj v fotografiji, Goran. Tole je težko danes povedati, kaj je v resnici. Danes smo malo smo razštelani. Mi te tako skozi prekinjamo. Ja, res je. Darja ne bo zadovoljna danes. Ja, novo opremo sem si kupil, ja. Sploh nisem vedel, v bistvu nimam tega napisanega, ampak sem gotovil, da imam nov fotič doma, ja. Nikona ZF-a, no. Seksi je lušnje, malo podoben tvojim Fujijem starim, ki imaš vse na menu ali gumbkih, ne. Zakaj si pa tega vzel? Jaz sem full pozn šalto na mirrorless, in sem še vedno delal, recimo po roke, ki imam 2 fotiča, enega za mirrorless, pa enega za 750, kot je pač DSLR. In to pač ni lušno. Ne moš objektiva iz enega na drugega zamejati, ker je različen mount pa vse. Barve so drugačne, ko editiraš. Bil je čas pač, no. Bil je čas in sem si kupil en fotič, ko je lušen zgledati. Vsaj meni, no. Tako pa ali zbiraš fotič? Ja. Se imam nikoli, se sta stoka že rekla. Tako je. Zgleda. Aj mlad krompir ali pa krompira, ne? Hvala. Cool. Okay. Mislim, nekaj, kar je meni... Vse smo začela to lani, v bistvu Expedition Story, na eno poučevanje in tako, ne? Prvo smo... Ja, 2024 sva z Rožletom imela proti video delavnice. No, torej še nisem. Ja, si zraven že, a veš, razvijala sva že enkrat, ker spletno stran sem mogla narediti. Bom pa to prečrtil, pozab. Ne, ampak 2015 pa dejansko zalaufala prve delavnice pa tečaje. Ja, se mislim, da smo priprave so bile pa prej. En tečaj že, jo. Ampak se ne glede na to, je bila letos, ja. Vesel sem, da smo to začela delati. Ugotovil sem, da mi je ful dober. Dolgo sem tudi o tem razmišljal, a bi ali ne bi, a sem pač, a mi je to prijetno, a je prav, da to delam, kakorkoli. Zdaj smo naredila že kar nekaj in tečajev in delavnic, pa vsakeč je boljš, no, tako da ja, sem vesel, da smo tudi to dodali v naš urnik in delo. Tako politično. Aha, še ena stvar. Ker nam vsega omenil, ampak ful sem vesel, da sem jaz spet naredila naš zaključek fotografski. Ful je bilo dober. Piknik.
Kostanjev piknik z dobrim kostanjem. Ne kostanjev A piknik. ni ta? Ne, To je tisto, ki si A prišel ja, ti to, zase. ka to pa ni. Ne bom omenil balkonov in vsega ostalega. Ja. Sam to, da je bilo Čisto zelo interno. dobro. Ja. Dobar se jedel. Več nas je bilo, Nekaj kar se je ful spil. dobro, da nas je vsako leto malo več. Ja, no, Aljaš je bil ful fajn. Ba je. In tudi družba super. Tako da, ja. Tako. In tudi naš naslednji gost bo eden izmed teh. Ja? O, čisto res, ja. No, kar tizel roka. Gremo v wildlife bo. To bo, naslednja to bo cenzura, bomo kritizali pip. Pip bo naslednja, ne? Da ne pojemo preveč. a veš. Ne, no, moramo, no. Pa Ja, saj saj res, lahko, res. saj lahko. Ej, ok, super. V glavnem, lepo leto. Res je bilo. Lepo leto. Polno. Pogruntal sem tako, ne, da mogoče, ko si v trenutku, pa niti ne razmišljaš, oziroma je tako pač itak life goes on fast. Res pač se smo že skoraj na polovici januarja. What? Ja, Wow. če tako pogledaš. Ne, pa včeraj smo odštevali zadnje sekunde leta. Ampak tako, ko pa pogledaš za nazaj, ja, večinoma se lepih stvari spomniš, kar upam, da pač je v večini in je tako res kul. Pač. Da res se osredotočiš na te pač lepe, kul momente. Da ne prežiš preveč na unih, kako je bilo to, pa on, pa. Nikoli. Ja. Tako da, in isto za naprej je fajn imeti kul aferizme, neke mantre. A ne? Ja. Jaz tudi pač rekel, da neka mantra za letos, kakšen hočem biti, sploh v poslovnem svetu, je ta, da pač res postanem, malo me primoš tukaj influenciral, ne? Da res postaneš nek človek, nekdo, ki vejo, zakaj tebe pokličejo, da ti si ta tip. Aha, jaz rabam to, rabam Uroša. A ne? Da si res postaneš in se res izoblikuješ v nekoga, ki je pač mojster na svojem področju in vejo, zakaj. In pa tudi ne rabaš razlagati, kaj vse znaš. Ne rabaš se ti več dokazovati, pač probaj postati res nekdo, in to pač tudi mogoče izpostavljati, ali to zdaj na svojem Instagramu, da se res vidi, mogoče tudi nekdo, ki te še ne pozna, da te vidi v tej obliki, to kot je recimo tudi Tom govoril, a ne? Da se tam pokažeš in predstaviš, da te ljudje začutijo, in potem pač res delaj na svojem slogu, na svojem stilu, whatever. Tako da, to je neka moja 2026 mantra. Predvsem v video ustvarjanju to govoriš. Priti imaš vse, na mojem področju, pač, ker jaz sem vse malo širše, ampak tudi v videu konc koncev bom malo bolj, bom rekel, to. Fokusiran. Imam ena želja je, da še naprej delam kakšne luštne, neke take mini dokumentarne vsebine, ker lani sem naredil 3, in mi je bilo tako, to mi ful mi dogaja, ful imam rad ta nek storytelling čez mojo prizmo in mi to se še želim. Plus imam še en drug projekt, ki je trenutno v nastajanju, ampak nočem preveč govoriti o tem, ker moram še par stvari nadelati, ampak za ta projekt sem pa tako nahajpan, ker pa še nisem bil nikoli. Pa ne moreš že povedati? In imam feeling, kada sem odkril nov Netflix, kada nekaj imam, ampak Ampak čisto ne moreš povedati. vse v svojem času. Rekel bom sam, da, a veš, In čas je tu, až te. ne. To je tisto, tako kot imaš ti, imaš svoje hribe, tvoj passion in se zdaj to združi sploh s tem tvojim projektom zdaj v Južni Ameriki. Ne? Pač to je win-win, nekaj, kar obožuješ in bo zdaj še snemo in na koncu bo izpadel tvoj prvi film in tako naprej. Tle je podobno, ena moja strast se bo zdaj pretvorila v nekaj, ki znam delati, ki upam, da bo dobra vsebina iz tega nastala. Super, good luck. Se veselim, a? Ja, iščem sponzorje. Pa plec. Tako da ja. Kakšne imate pa kaj želje in ideje za 2026, poleg tega, da narediš ta tvoj prvi film in da ga bomo gledali v Odiseji na velikem platnu? To sem zdaj kar rekel, da bo v Odiseji. Zigbo. Ja, v bistvu je pri meni pač tale film, bom rekel kar highlight, imam nekaj spet večjih eventov pa tako, pa imam en rail iz Nizozemske, gremo do Španije, enega imam, ko gre iz Slovenije do Grčije, tako, luštni projekti, no. Imamo zdaj spet čez 2 meseca delavnico, poročno delavnico,
Ja, zdaj jih je v nastajanju. A to si mi rekel, da bi bil DJ na Ja, Fake Pro. Tako, tako. Okay. Super, lahko. Bomo še rekli, malo. Skoraj prava bo. Ja. Skoraj prava. Hudo. Fake ne bo Lahko sem pravi tudi izraz. matičar. Bo pa zimska poroka. Ja, Bo pa zimska poroka v snegu. To sva enkrat tudi za Tejo delala, sva bila takrat pač ženin in nevesta in je bilo prav kul. Gor tam bliz Kranjske gore, ki je lepo slapovi, zmrzneni. Ko smrtuljek? Možno, v glavnem tam je bilo. Na peričnik, ali kaj? Ne, ni bil pričnik, bolj ta gozmrtuljek, tam je bilo zelo blizu. Bilo mrzlo, bilo je fajn, seksi. Ja, no, to je zdaj v nastajanju. Tako da, Top. Mislim, marca bo. ja. Sam sneg tudi more biti, no, to pač. Še še računava. Kako smo začeli leto. Tako, Ja. bo. Jaz mislim, da Ga bo dost. do maja, stari. Če Ne vele biti v sneg, stari, pa veš, to je nek pregovor. Ako bi če vele biti sneže, može isto v Sloveniji do marca svadba stiže. A to je ta program. A to je ta pregovor. Pa zdaj Hrvati. Šta je rekel? A boste še en kuzarac vode? Sorry, Anteja, zdaj dobila kurjo pot. Vem, sorry. Ne preveč, da ne oštruden. Ne? Okay. Ja, ok, še kaj? Ne, iz moje strani, po moje je zaenkrat to. Dobro. Kaj kar nekaj stvari, no. Ja, mislim, jaz vlagam ful svojega časa v ta Expedition Story, ker pač nekateri hodijo delati po drugih kontinentih in nimajo časa. Tako da ta projekt pač razvijam, kolikor se da, pa pač mislim, kolikor že veliko ljudi ve, vključimo tudi druge fotografe zraven, ki predavajo v svojih področjih, tako roka. Ne. In ja, tudi tu nekaj časa vzame, ne samo ene predavanja. Da kažemo poroke, jaz se tako sem rekel, jaz sem nazaj v fotografiji, koliko je treba, sej Koliko jih ima že za letos? ni nekaj, jaz nikoli ne blokiram, ful 6 mislim, da. Ok. Ja. No. Ja, zadnja leta sem jih naredil 10 recimo na sezono, kar je pri meni zelo malo. No. Čistko, zdaj sem se spomnil, sprašujem, ena prijateljica se je že rezervirala datum, oziroma je zdaj v zadnjih, ampak pazi datum. Asking for a friend? Ali dejansko asking for a friend? Dobesedno asking for a friend, sam da ona še tega ne ve, ni veze. Ampak dajmo najprej datum. Sorry, ker sem zdaj malo prevzel, ampak ful zanimiva tema. Se sem navajen tega, če pa sem kaj, sem pa tega navajen. Saj prekinuti nisem. 31.12. Bo poroka. Poroka. Ja. Kva? Ja. Ja. Wow. Ampak Kje pa? A veš, slučajno, bo nek ne vem, sam hribih. zdaj, nekje, kjer si ti že podcast snemal. Aha. In sicer v Tivoli v Švicariji. Sam pač ni zdaj, to je zdaj unofficial, to pač niso še čist zmeni, niso bukirani, ampak dogovarjajo se, zdaj upam, da nisem kaj jinxov, pa da bo vse tako kul. Ampak datum je pa tako. Slišiš se na prvo žogo, what? Ne? Ampak po drugi strani je pa ful dober žur. Ja, mislim, to Pač veš, kje je že za nov let, ne? Ja. Edini, ja, jaz sem res razmišljal, pismo, pa tudi Švicarija, gess, da so za to, verjetno tudi oni kakšne zabave delajo za nov let ali kakorkoli, ampak vseeno tako dobiti zdaj ljudi, ki bodo takrat delali, pač jaz kot svat bom že prišel, pa se bom imel fajn, meni ni problem, ne? Ampak nekdo, ki bo delal tam 31.12. Pa se v pogodbi bi šel? doplačilo za 31. A imaš to? A boš, ne bom, ko me še ni poklical. Ne, razmišljam, pač ko me zanima, če bi te zdaj nekdo poklical, niti ni nujno moja prijateljica, Urška. Ne bi delal, po mojem bi mislim odvisno od pogoja pa vsega, no, ampak Bi dodal nek. meni v resnici 31.12. ne pomeni ne vem koliko. No, recimo res sem za božič družino, kakor da mi nov let mi ne pomeni toliko, da bi zdaj mogel biti prost takrat, tako da mi ni taka omejitev. Bi pa verjetno bila še ena ali ne, zraven. Bi bil nek davek na 31. To pa bi si ga prvošil, vse pa, a ne. Ali pa imaš uno klauzulo, ne vem, za leto 2026 je tok, za leto 2027 je tok. Ja. Aha, ja. Pa da si pa čim dlje od polnoči naprej še ostaneš. Ne, kul. Jaz ti štekam čist. Če bi se splačal. Aha, pa imamo tudi videografa. Ja, mislim, Urška, vse sem ti zrihtal. sicer Če je, bo je v pa res. bivaku. Noče pa, da se Je ne pa res. DJ. Je pa res, da imam ta novo leto v hribih, že kar običaj, to bo zdaj 6. leto, se mi zdi. Ne? In ja, bi malo zabolela, ne, prekiniti zdaj to, ampak Se greš lahko na rožnik. ne, pa vse ali ne, a ne. Vse ali ne, a veš, ali ne, a pol. Tako. Več, ko jih je boljše. Ja, Ali pa pol pravoslavno novo leto čez 2 tedna.
Tako. Jaz sem Uli rekel, da naslednjič, ko bo napisala Božičku, da hoče za Božič sneg, da mora biti specifična. Kjer Božič. Ja. Sem rekel, you got it. Ok, Goran, oprosti, nadaljuj. Kaj imaš še za 2026, poleg delavnic, poročne fotografije, razvijanja Expedition Story? Seveda, da sta me iztirila zdaj. Urejanje SEO za naš podcast, dodajanje timestampov na zadnje podcaste. Kaj imaš še v planu? Čiri. Bom zrihtal, obljubim. V glavnem, družina še, jaz se nisem karijera, ja. Med se fajn, z mojima 2 tamalima, pa seveda tudi z Laro. Iti na čim več dopustov z njimi. Sam na Brazilijo. Ne, z njimi ne, ja. Sorry. Ja, no, delati dost, ne delati preveč. Pač pri meni je to prava merica, mi je vedno bila, pač meni ni toliko pomemben. Še vedno nisem na tem, kar je Aljaš naredil 2025, čeprav sem bil doskrat favš, ko je imel kakšne fajn projekte, pa to, ampak sem bil tak, še vedno sem pač, ne bom sprejel čisto vsega, pač dokler smo mi good enough, pa pač lahko si prvošmo, kar je treba. Rekel sem bil favš, ampak pa sem rekel, sem imam rad kakšno uro frejna, da, ne? Ja, vse to. Ne, cool, tudi dobra mantra v bistvu. Delati dost. Ja. Ne preveč, ne premalo, delati dost. Najti pravo sredino zase, ja. Amo to majce naredili, delati dost. Ni slaba. No. Bolara zašila. Pa imamo biznis. Ok, kaj smo še kaj hoteli? Jaz sem mislil, da bi še se mogoče vrnil na prejšnjo vprašanje od naše poslušalke Ine, ki želi ostati anonimna. Opet. Bogareva. Jaz sem malo sem še razmišljal, ja, to se pravi njeno vprašanje, a ga ponovimo, ne, ker je predolgo. Ina, nisem mogla malo skrajšati. Skratka, kako postaviti ceno, da nisi še posebej na začetku, pa kako to vpliva na neko psiho, če postaviš premalo, če se mogoče malo ukloniš, pa ali s tem tudi delaš neko nelojalno konkurenco oziroma pač škoduješ komu drugemu zaradi tega. Ne? A sem prav povzel? Seveda, če jaz tokrat začnem, bi rekel, da se ne obremenjevati s temi zadnjimi 2, se pravi pravo ceno, pa tako, pač vsak ima svojo pravo ceno, pač ni fajn, da zdaj en drugmu pač skačemo v zelje ali pa pač zbijamo ceno, če po domače povem, ampak se nekdo, ki je na začetku, pač mora zaračunati neko ceno, ker pač je nekdo pripravljen plačati za njega. Ne? In mora delati. In je bož, da vsaj neki pač zaračunaš, kot da delaš zelo dolgo sam za neke reference in podobne stvari, kar se tudi velika dogaja. Tako da, po mojem se tega treba čim prej znebiti, pač, pa se ne toliko obremenjati s tem. Če pa že ne veš, če nimaš pač nekega SP ali pa karkoli podjetja odprtega, pa nimaš teh stroškov, je mogoče dober, če greš v to smer, razmišljati o tem, kakšni stroški bojo, ko boš enkrat hotel iti za freelancerja. Ne? Se pravi, da že to malo mogoče ukalkuliraš že prej, ne? Da ne boš polkoš pa odprl, imel pa kar nek velik preskok. Bi se mogoče rej sabo ukvarjal pa s svojimi stroški, kot s tem, kaj drugi mislijo. Ne? Kako pa to misliš, ko boš odprl? Kako boš pa delal, si to je delo na črno? Ja, mogoče imamo popoldanski SP, ampak je ta. Jaz sem tako mislil. Ja. A pa na študentsko napotnico. Ja, to še obstaja. To je še, ne? In to je, tako, to sem tudi jaz razmišljal o tem, da pač določiš svojo ceno. Ne? Imaš neko postavko, oziroma tudi Primo še to super pove, on ima to zelo razdelano, dnevnica taka, on ima, po moje, si res vzel čas in je določil res toliko pa toliko stroške in pa sam prilagaja za vsak projekt posebej. Ne? In isto vsak zase lahko naredi. Moja cena je taka, snemalni dan je tok, montaža tok, probaj čim bolj razčlen, pa probaj čim bolj razmišljati o tem, kakšni so lahko še stroški potni, neka opremo, moš tudi malo vzeti v zakup, ne, pač sem si nekaj mogel kupiti pa uporabljati, ne, in tako naprej, ali pa si moraš posoditi, če kaj nimaš. Ne, pa se učiti uporabljati vse to, tudi ta časa. Ne? Tako, pa razni subscriptioni, tutoriali, te kursi in tako naprej. Tako da ja, vse te stvari probaj čim bolj imeti v svoji postavki, zračunati in pol včasih tudi greš lahko pod ceno, ne. Ali delaš za prijatelja, ali delaš komu uslugo, ali delaš mogoče za novega naročnika, pa se pač še malo lovita, ampak poveš, moja cena je drugače taka, lahko grem zelo pod ceno, razumem, ok, je taka pa taka situacija, ampak probej, naslednjič bo taka cena zato, ker tako, a ne?
tudi sam, mogoče boš tudi lažje dobil pa na samozavesti, jaz si predstavljam, da mogoče včasih pressure, da boš zdaj dobil projekt za 5 ur in boš zdaj ti prvič tam držal kamero, pa tako, ne. Vsaka čas, če dobi projekt za 5 ur, ampak za prvič, ampak ok, hoče reči, lahko je tudi pressure zaradi tega, tako da je lažje, če greš za 2 ure, pa se jebeš. Zdaj se spomnil, ko sem SP odprl prvi projekt. Za tiste, ki si jih omenil 5 ur in bil jih prvi projekt za 5 ur. Ja, stresno, pač, ampak je bilo v redu speljano pa vse, ampak ja, je bilo tako kot, kakšen projekt, ne. Sicer pa, ko si pogledal, koliko si ur uložil, kakšni stroški so bili pa to. Ja, absolutno. Ampak je pa tako, prvič delaš z neko tako vsoto, ko si navajen nekih, ne vem, nakazil 500 evrov, 800 evrov, nekako pač imaš plačo, ne. Tako da Je, torej ta pressure se mi zdi, da je, no, ampak spet hočem reči, da pač imej neko ceno, pa če greš pod ceno, to povej, zakaj, mogoče upravičiš in tako naprej. Kako pa sta glede delanja zastonj? Je spet odvisno komu, pač valjda te bom delal uslugo, a ne, bom pač tu šel, če v šrabo ali pa karkoli. Zdaj, je pa spet odvisno od koga. Zdaj, če to neka huda firma, sam spet, veš, če da je zdaj neka znamka, s katero hočeš sodelovati, mogoče narediš to, pa si rečeš, to je moj way in, ne. Sam po drugi strani, če to res neka huda firma, pa verjetno to manara. Jaz mislim, ni to, ne. Če delaš ti, seveda, kolegu uslugo, se ima neki, da posnameš mu neki sestaviš, pač narediš pro bono, a ne. Ampak ko pride do podjetja, ne, pa jaz tukaj kar potegnem črto, ne. Pač ne gre. Ti rabiš material za promocijo svojih izdelkov in boš posledično boljše prodajo in vse skupaj. Pač pravilno je, da se kompenzira to, a ne. Kompenzacija je pa tudi nekaj, to zdaj spet, jaz sem zdaj sicer ciljal na finančno kompenzacijo, ampak se strinjam, če ima podjetje nekaj, kar ti želiš, potem lahko kompenziraš. Če recimo meni zdaj ponudijo, ne vem, opremo, pa seveda bom vzel, ker jo rabim recimo in to je to. Ampak spet, ne rabiš pa vsakič, ne moraš pa vsak mesec plačevati položnic z lenz. Zdaj, če gre za nek avtorski projekt, da si zamislil nek photoshooting, full hood, pa neki, pa ti pride nek, ne vem, če rečem zdaj recimo model, da ga ne plačaš, da se zmenita, dobi fotke za to, ne. Ja, to je v redu kompenzacija, ne. Imata oba dva nekaj od tega. Ampak ko pa pride do tega, da podjetje to tebe naroči, ampak nimamo pa budžeta, jaz pa nimam fotiča pač. Pač tako. Pa sta naredila kdaj kaj za reference svoje, kot temu reče. Če smo čisto pošteni zdaj, ne? Ja. Kaj za ston misliš? Ja. Za podjetje. Ja, to sem za ston delal. Pač se mi zdi, da vsak, ko gre, pa še zdaj, da predlagaš, da ne, začetniki zdaj pa tega naj ne delajo. Ne, lahko, ampak da imajo nekaj od tega. Naj ne delajo na način, kakor si ti delal, to mislim. Zastojn pač. Samo za referenco, za neko objavo, pa ne vem, karkoli je popularno zdaj, ne? Sem spet razlika, kakšna je ta referenca. Zdaj, ne vem, če te bo objavil nek Red Bull, pa tega, pa pač res rekel avtor tega, pa tega. Ampak imaš nekaj od tega. Nekaj imaš od tega, Ker je pač to spet priznana firma in ti gre imidž tukaj gor, ne? Zdaj, da pa delaš z nekim podjetjem, ki ima 200 naročnikov, pa da bomo te pa tegali gor. Malo tle. A ne? Zdaj spet, če ti dajo nekaj, kar te koristi, cool. Če pa zdaj, meni zdaj, ponudijo pralni prašek, pa da naredim hud video. No, se pralni prašek rabiš. Kratka, težko je tle, ampak spet sam pri sebi se moraš, pač odločiti se moraš. Lahko naredim to, lahko tudi narediš to za ston, ampak moraš vedeti, kaj to prinese oziroma odnese. Pač za naslednjič. Ali pa ne vsakič, ne vem, rečeš enkrat na mesec bom nekomu nekaj naredil za ston, prav, če si ti to zdi, saj za referenco. Mislim, jaz sem celo poroko naredil za ston, oziroma porobono smo rekli, zato, ker so me, pač bila je čist kratka poroka, 1 uro so me rabili, klitla so me prijatelji od ženina, ker smo se tako poznali iz ulice, nismo bili prijatelji bili, so me klicali kao, pa so me rekli, da bi skupaj nekaj nabrali, pa nima ok, dosti, pa ne vejo, kaj bi mogoče darili, pa to, pa če boste za darilo plačali fotka, ne fajna, ne. In pol, ko sem celo zgodbo slišal, sem rekel, pač pokrite mi potne stroške, pa te stvari, enkrat na neto lahko odprijem, bila je lokacija, ko sem jaz hotel imeti pofotkano takrat, mi je bila ful všeč, pač,
In sem prišel in sem pol v bistvu bil kar svat zraven, pa tako in smo ful kolegi in smo se imeli že takrat ful dobro, se imamo še zdaj. Teda v bistvu meni tizga ni žal, no. Da bom zadelal po roke, zato in pač, sorry, ne bo šlo. Ampak če bi kdaj se kaj zgodila, kakšna taka zgodba, ko bi pač rekel lahko nekomu polepšam življenje s tem, da sem na urcu nekje, se še zdaj ne bi obravnal s tem, ampak to so res posebne situacije. Če me pač pokliče, ne vem kdo, ki ima nekaj denarja, neka podjetja, pač se mi zdi prav, da rečeš ne. Oziroma moja cena je taka. Ampak ja. Kdaj te naročnik, ki je tvoj video ali odkupil, ali pa si delal zastonj za njega, ne? To je danes bilo vprašanje po telefonu. Po telefonu. Po telefonu. Pokaž ga. Po telefonu. V glavnem, torej, če ti naročnik mu nariš video in ga on objavi, kdaj je korektno, da te tegajo, da te označijo kot avtorja, ne? Da pač, in pa kdaj je korektno, da pač lahko normalno oglašujejo te vsebine. Ker če smo čisti iskreni, pri fotografiji to kar dosti dodelano. Ne? Če je tvoja fotka na jumbo plakatu, je to popolnoma druga cena, kot pa če ne vem, na internetu za spletno stran ali nekaj. Ne? Ja, pač, za oglase. Čeprav tudi na internetu so to oglasi zdaj tudi primerljivi z jumbo plakatom. Ja, sam cene so drugačne. Ja. Jumbo plakat je vsem. To boš ti bolj vedel, ti si se šolo za to. Mislim, v mojem času šolanja vsekakor je bil jumbo plakat največ vreden. Kak je pa danes s tem postavljanjem cene, pa iskreno ne vem, ampak bi se še vsem mislil, da pač nekdo, ko njegovo fotko dal na stolpnico na Times Square, da pač bo dobil za ono fotko ful več denarja, kot za to je to. meta oglas. No, ampak ja. Če se vrnem k vprašanju, ne, kdaj te tega? In tega jo označijo kot avtorja. Ne? Jaz sem tukaj mnenja, če si delal pro bono zastonj za naročnika, za nek lasten projekt, to je še najmanjša. Ja, obvezno te morajo tega napisati, avtor fotografije, ta pa ta. Ja. Ni sploh le debat. Če gre pa za, da ti zastonj narediš, pa oglašujejo to, pa pač mora biti kompenzacija finančna. Pač. Ja. Ker pač, če gre za oglas, pač pa moraš plačati, ti si avtor posnetkov. Ker če si čistko, je pa v tem primeru to skoraj da kraja tvojih posnetkov, ker je oglas, brez da si ti naveden kot avtor, ti pa nisi bil kompenziran za svoje delo. Mislim, kraja ni, ker si ti poslal to, ne? Ja, no, že. Če ni bilo nobene pogodbe, da si ti zdaj oddal svoje avtorske pravice. Pač ni bil prav dogovor. Če nima oni avtorske pogodbe za odkup avtorske pravice. Ko pa pride enkrat do tega, da si pa ti za naročnika snemal za denar, za mene, če me ne navedajo, ni panike, če dajo to za oglase, ni panike, ker pač oni so meni plačali za to delo in sem jim dal končno video. Ne? Ja, in spet je bila neka pogodba in tudi tle so lahko razlike. Ne? To se pravi, je to zdaj za 1 leto odkup, je to zdaj za nedoločen čas odkup, je to zdaj samo za splet, je to za karkoli. Tle so velike razlike, na katere pač moraš biti pozoren. Ja, se strinjam. V Sloveniji imamo foto in video. Ne? Ja, ful imamo slabo to v Sloveniji, ko gledam pač, kje je zvedeti to, ne? Jaz recimo, ko delam za naročnike, večina projektov brez pogodbe. Jaz lahko zdaj rečem, zdaj pa morate zbrisati ali kaj vsebine, ker je konc, 1 leto je mimo in nimate več pravic za objavljanje, ali kaj, ne? Ja, mislim, tako je, načeloma jih ne bi smel, ne? Mislim, že prvi dan, če ni pogodbe, se nikjer ne piše, ampak tega ne boš. Jaz recimo imam primer, ampak sem jaz nastopil, pač kot jaz, ne, sem nastopil noter in so mi tudi mogli odkupati, kot da sem jaz posodil svoj obraz in vse, ne, in ime, konc koncev, ne. Ampak je bilo zelo korektno, ko se je določen čas, ko je potekel, so bili rekli, mi bi še podaljšali in so mi tudi plačali dodatno zaradi tega, ne. Tako da to je en primer dobre prakse, ne. Poznam tudi primer, ko pa niso, ampak to je pa zdaj že res, pač je nekdo, ki res veliko igra, nastopa v reklamah in tako, pač se na to res pozna. In mu recimo niso povedali, da so podaljšali, pa je to izvedel, zdaj nekdo videl, ne, in je pač aloe, ne, in je pol dobil nakladno, ker je to videl, pač ne. Tako da sem spet, daj boš ti zdaj to videl, ali boš pozoren. Na televiziji ali social media? To je bila televizija oziroma oglasi ala jumbo. Ja, no, se mi zdi, da televizija je spet drugo, kot recimo socialno mrežo. Ja, pa ne bi smel biti. Ja, vem, ampak je, ne? A ne?
To je Zakaj drugo? isto je medij. Je, sam se tudi, ko gledaš kompenzacije, ne, so drugačne. Ne. A ja, tako finančno domestilo. Tako, misliš pač? tako. Dober, ja, mislim, Socialno mrežje. Ampak dobro si rekel, kje lahko to izveš, ne? Odveč, ja, kje drugje kot pa v našem podkastu. Tako, drugače, zdaj ne bom še poimensko pa nič, ampak je v odgovor tudi eden od gostov, da bomo šli tudi. Ne, a smo to že omenili, ali ne? Mislim, da takrat smo se že malo pogovarjali, da si ti imel ene težave s tem, pa da še ne bi o tem govoril in da bomo dejansko, da je to zanimiva tema, tako da zato se tudi zdaj v to pogovarjamo, ne o tem. Ja, res je Moramo to zanimivo. razdelati. Tako, ja. Royalties. Ja, ker jaz mislim, da jaz vem vsakič nekaj novega, ko se z nekom pogovarjam, ki dela že dlje časa v neki branži in ti pove. In pozveš od enega drugega spet nekaj novega, pa malo drugače recimo. In se mi zdi, da to da nam fali, da nismo dovolj ozaveščeni okoli tega. No. Tako. Freelanceri mislim, to mogoče enega pravnika rabimo, ko bo to razložil. Ja, ampak rabimo takega ljudskega pravnika. Bo povedal po domač. Uličnega. Dej, češ v Braziliji, kakšen ga najdu. Ne, hvala. Cool. Ej, prav luštno smo to naredili. Smo že skoraj na eni urci, da je kar čas letel, kada je nov let spet. Ja. Zdaj si spet kako zaključati, ampak ok. Zdaj to snemamo v petek, jutri smo spet na istem projektu, smo spet v različnih vlogah. Ti snemaš Knap Trail, jaz bom tekal. In gremo na moje prvo ultra. Vsaka čast, bravo. Jaz nisem nikoli zbral poguma za 50. Tako da, ko gre v ponedeljek ta epizoda gor, upam, da bom res tako zgledal. Kot zdaj zgledam, pa tam preživel. Lušten bo, tako da to bo super. Je pa dobro, da boš v nedeljo lahko počival, ko boš montiral ta podcast. Tako, lepo skrbite za me. Se bom noge, imam že na mizi, tam lahko sem že delal, tako da se da tako podcast delati. Aha, gre. Bom tudi naslednjič malo povedal, kako sem v DaVinčiju en dober workflow naredil, mogoče zamontirati podcaste, mogoče komu to prav pride. Tako da poslušajte, subscribe in vse te komentarje in ocene pustite vse posod, kjer poslušate podcaste. Če to gledate na YouTubeu, dajte like, subscribe in kakšen komentar. Tako se zaključi. Ja, drugače pa, vsi, ki pošljete vsi, ki pošljete kakšne te pohvale in jaz to, vsaj jaz, to screenshotam in pošljem nam v grupo, tako da hvala še enkrat vsem, da res eno tako spodbudno besedo. Ja, graje pa briše. Ja, to pa ne dobim. Ti pa zdi, da ne registriram. Tega ni. Dejansko nisem dobil. Tudi če je kakšna kritika, komota, ne? Okay. Sin. Ok, to je to. Need gigs? Yes! Pay your dues? Freelancer. Freelancer G. Welcome to Freelancer G, your lens into the creative world.